Lepo pozdravljeni. Danes smo tukaj z Mitjo Reichenbergom. Predstavljamo njegovo knjigo Od popularnega do populističnega o glasbi in o glasbi na različne načine. Jaz sem Peter Dobaj, odgovorni urednik pri Kulturnem centru Maribor in tukaj smo na pogovorih pri damah. Že na, ne vem katerem, sigurno kakem 6., 7., 8. Mitja Reichenberg je skladatelj, je glasbeni pedagog, je pianist za neme filme, je filmski skladatelj, danes pa je tukaj v vlogi teoretika oziroma pisca o glasbi. Kaj sem pozabil? Nič, še jaz sam ne vem več, kaj vse počnem, tako da je to zagotovo čisto dovolj. Knjiga se imenuje Od popularnega do populističnega o glasbi na 12 načinov. Mogoče za začetek povemo, kaj od teh 12 načinih, 12 poglavij, 12 razmišljanjih o glasbi. Ja, 12 je sploh ena takšna moja številka, okoli katere se vrtim. Zdaj, zakaj 12, ima nek razlog. Namreč smatram, da smo mi nekako v Evropi dediči Grčije. Grške narave, grškega načina mišljenja, etosa, rečemo grškega pravnega sistema, sploh če govorimo o demokraciji, to je izum, to je grški izum, če govorimo o šolstvu, grški izum, če govorimo o matematiki, grški izum in tako dalje. 12 je v našem življenju bolj prisotno, kot si mi predstavljamo, kajti Grki niso imeli desetiškega sistema. Ne? Grki so imeli 12-tiški sistem. Ne? Dodeka je bila njihova enota in dodeka še vedno obstaja v našem sistemu kot marsikje prisotna številka, s tem, da se jo redko zavedamo. Ne zavedamo se, da je dan deljen 2x na 12 ur, odkot 12 ur, ne? Iz grškega 12-tiškega sistema. Ne zavedamo se koledarja 12 mesecev, celega kupa 12-tic se ne zavedamo, še celo pivo kupujemo na 6, ne? In je to polovica. Ne? Dobro, pa 24, ampak hočem reči, da je polovica. Ne? Ja, ali pa dvakrat. Nedolgo nazaj, ja, sem študentom mojim postavil vprašanje, če vejo, koliko je to ducat. In nimajo pojma, koliko je ducat. Ne? Mi smo se, hvala Bogu, še učili o ducatu. In ducat je en tak lep primer za okrožene enote. In to je 12. Ne? To je, ne? In nisem pa seveda računal, ali bom imel 13 ali 11 poglavij, čeprav 13-tica je ena številka, ki je za nekatere pač srečna, za druge nesrečna, zaradi tega, ker se je pač uveljavljal neki taki red mišljenja o teh številih. Ne? Drugače pa 12 poglavij, res, da sem dal podnaslov v glasbi na različne načine, nisem dal podnaslova, da je to v glasbi na 12 načinov, ne? Ampak imamo pa v glasbi 12 poltonov. Ne? To se pravi, tudi če se ustajava samo na 12-tici in na glasbi, ne? In če bi prešteli vse tone oziroma poltone znotraj ene oktave, bi prišli točno na 12. Že beseda oktava, okta, je pravzaprav grški izraz za osmica in je predstavljala eno enoto. In znotraj te enote je Pitagora na nek način določil in našel število 12, ne, kot 12 poltonov, iz katerih se pozneje razvil celoten evropski glasbeni sistem. Ja, zanimivo. Verjamem. Če se vrnemo na naslov, ne? Od popularnega do populističnega, že nekako v naslovu daš vedeti, da o glasbi ne moremo razmišljati, ne moremo govoriti o njej, ne da gledamo na njo brez nekega konteksta, brez nekega sodobnega sveta, tudi kapitalizma, tudi politike. Mogoče malo o tem? Ja, popularno in populistično. Ne? Res je, da se oboje danes zelo hitro tudi zamenjuje. Ljudje mislijo, da so stvari popularne in populistične več ali manj iste, tiste, ki jih
vsak dan srečujemo, ki jemljemo za svoje. Vse to je, na nek način imajo prav, ampak imajo prav samo v prvem delu besede. Ne? Kaj ti pop ali pa populo pomeni nekaj, kar izhaja iz ljudstva, kar je ljudem blizu. In popularna glasba je tista, ki je namenjena zgolj neki pop publiki, medtem ko populizem se pa smatra bolj kot nek, rečemo, red, način mišljenja, prodorne ideologije politike. Zdaj, če grem zelo nazaj, 50-60 let, ko se je začelo premišljevati o tem, kaj pomeni populizem, bi moral priti do kar nekaj teoretikov, predvsem francoske šole, ki so govorili o tem, da je populizem nekaj, kar je izjemno všečno, hkrati pa izjemno ljudem vsakdanje, kot neka ideologija, ki jo ljudje sprejemajo, ne da bi o njej razmišljali, zato ker se jim zdi samo po sebi umevno. To spravi, to, kar mi poslušamo, recimo današnje politike, vsaj zadnjih 15-20 let, govorijo populistični jezik. Zakaj? Zato, ker govorijo jezik, ki ga ne samo vsakdo razume, ampak znotraj katerega hoče vsakdo slišati točno tisto, kar ga najbolj žuli. Bomo dvignili plače, bomo popravili standard, bomo naredili... Vsi vedno isto trabunjajo, ne? In ko vedno isto govorijo, ljudje to vzamemo kot pač neko stalnico, neko lajno, neko molitvico, znotraj katere se vsi prepoznamo. Kajti, če nekdo reče, bomo dvignili plače, mi rečemo seveda, so vse prenizke. Bomo uredili zdravstvo, seveda, vse ne štima, ne? Bomo, ne vem, uredili penzije, seveda, jasno, vse so... Mislim, vsi to slišimo in to je ta jezik populizma. Zdaj pa kaj pravzaprav populizem v umetnosti pomeni, ne? To pomeni preprosto to, da jaz naredim bodi si glasbo, bodi si sliko, bodi si karkoli takšno, kot se od mene, kot populo ljudstvo od mene pričakuje. Ker če vem, kaj ljudstvo pričakuje in jaz to naredim, potem zajaham val ljudstva. In kako hitro zajaham val ljudstva, sem že na najhitrejšem konju. Seveda, v umetnosti biti populist je zelo preprosto. Pogledamo umetnike zadnjih recimo 100 let, pa lahko zelo hitro ugotovimo, kateri so jahali te valove, kateri pa jih niso. Če pa pogledamo recimo sploh glasbo, evo, če je to že knjiga o glasbi na različne načine, pa ugotovimo, da obstaja pa v zgodovini glasbe zadnjih recimo 400 let cel kup ljudi, ki pa niso bili populisti. Jasno, kaj jih pa naredi, kaj je pa dokaz, da niso bili populisti? Predvsem to, da so umrli sami, osamljeni, bolani in revni. Tega imaš pa v zgodovini glasbene umetnosti, mislim, za na kamione. In to niso bili populisti. Tisti, ki so pa bili populisti, so pa dobro živeli, so se družili s kralji in vladarji, so izvajali njihova dela, malo da ne na zlatih frulicah. In zakaj? Zato, ker so znali zaigrati ali pa zapeti ali pa uporabljati elemente, ki jih je ljudstvo od njih pričakovalo. Pa je zdaj vseeno ljudstvo 15. stoletja, 18. ali pa 21. In to je ta populistični princip. Zdaj pa, če se pa vrneva, pa se vprašava, ali je to umetnost, ne? Lahko pa zelo hitro rečeva, da ni. Ne? To je zgolj pač neko všečno mantriranje nečesa, zato da pač to prodam, da mi gre dobro, da postanem znan, da postanem popularen. Ne? Umetnost pa to čist ni. Ne? Zdaj, dostkrat se recimo pripisuje celo popularnost ali pa populističnost Mozartu. Ne? Ampak danes, za nazaj, Mozart v tistih časih, bi lahko rekli, je živel skoraj z rok v usta. Dobro. Eni zgodovinarji pravijo zato, ker je toliko zapravljal, drugi zgodovinarji pravijo zato, ker so bile te piškave plače, ker je on pač piškal denar dobil za svoje stvari. Ampak njegova glasba je danes popularna. Mozart je veljal za to, kar je on počel v svojem času, ko je on živel tistih svojih mladih 30 let. On je bil, ne vem, Michael Jackson tedanjega časa. Kjerkoli se je on pojavil, so za njega vedeli, ker je bil čudežni otrok. On je 4 pa 5 leti delal koncerte, on je opere pisal pri 4 pa 5 letih. On je delal nore stvari in je bil zato popularen. Njegova glasba je seveda bila na nek način takrat že tudi popularna, zato ker je bila vsem blizu. Ni pa bila populistična.
ko je on napisal svoj rekviem, okoli njega je cel kup nekih zgodbic, ne? On ni dosegel nobene slave. On je te skladbe, vključno z rekviemom, pisal zato, da je živel od nečesa. Kajti glasba je nekoč bila stvar obrtnega znanja. To so bili obrtniki. Saj glasbeniki so imeli tudi svoj ceh. In v teh cehih seveda so glasbeniki probali preživeti tako, da so glasbo in ustvarjali in poustvarjali. O glasbi, popularni in populistični, ki se jaz tukaj jo dotikam, nekoliko manj govorim o teh oddaljenih zgodovinskih svetovih, govorim pa predvsem o mojem drugem življenju, vzporednem življenju akademskega glasbenika, komponista, tako kot si uvodoma povedal. Na drugi strani sem pa jaz sociolog. In govorim z jezikom družboslovca, to se pravi sociologa, ki ima v pogledu do umetnosti kaj zapovedati skozi družbo. In tam pa srečujemo v bistvu te populistične modele in populistične strukture, ki jih glasba in sploh umetnost in proizvaja in na drug način tudi izrablja in uporablja. Sprej, kot sociolog. In to je mogoče bistveno bolj sociološka knjiga, kot pa glasbena knjiga. Ne? Tisti, ko bojo tu not iskali, ne vem, glasbo in neko satisfakcijo okoli glasbe, bojo seveda falili. Ne? To je pogled na družbo in na učinke, ki jih umetnost, jasno, večinoma glasba, v družbi sprovede in kakšne učinke družba sprovaja glede na umetnost, glasbeno umetnost in na druge njene oblike. Kaj pa misliš, da je še vedno velja eno svoj misel bom zdaj podal. Jaz mislim, da je mogoče danes zaradi hitrejšega ritma pridemo hitreje od nekoga posameznika, ki hodi v neki nasprotni smeri od populističnega glasbenega toka do neke prepoznavnosti. Se pravi, konkretno mogoče John Cage, ki ni jahal populistični, popularni val, je danes priznan umetnik. Ja, se strinjam. V veliko krajšem času je prišlo do tega, kot pa recimo v preteklosti. Ne? Ja, ampak John Cage je tudi bil za časa svojega življenja imenovan za norega. Sprej, njega so tudi imeli za norca. Med norcem in genijem, tako vemo, da je čist majhen korak. Ampak glasbeniki, če bi pa govoril s čistimi glasbeniki, to sprej, s tistimi čistimi akademiki, a veš, ki zagovarjajo trdnost akademske vednosti v glasbi in katerih muzika večinoma ni za poslušati, pa o Cageu pravzaprav sploh nočejo izgubljati besed. To je isto kot arhitekti, ki se nočejo dotikati, ne vem, Hundertwasserja recimo, ne? Zato, ker tudi on je za njih neka taka stranska ulica, nek zatreb, nek pač ekscentrik, ki nima kaj dosti zapovedati v arhitekturi, ampak govorimo o tisti akademski arhitekturi, recimo, ne? No, ampak, če se ustavimo na Cageu, to je dobro izhodišče. Zakaj je John Cage, ne? John Cage je veliko manj premišljeval o tem, kako se glasba sliši in kak bi bil všečen, ne? In je veliko bolj se posvečal temu, kako glasbo misliti. In on je mislil glasbo na ene popolnoma posebne načine. Njegova kompozicija, verjetno imaš v glavi tudi 4:33, ne? Kar je 4 minute 33 tišine. Ne? To je nekaj, kar je on postavil kot čisti eksemplar, rečemo, problema v glasbi. Ne? Ali obstaja v glasbi tišina? Seveda obstaja, se vsi pišemo kot pauzo, ne? Kot luknjo med dvema notama. Ne? Ampak on je iz tega naredil kompozicijo. Zakaj pa ne? Če lahko iz tono naredimo, lahko tudi iz tišine naredimo kompozicijo. Potem je naredil eno kompozicijo ob 400-letnici enih orgel v Avstriji. Mislim, da je 650-letnica tam nekje. Ja, okej, tak je v glavnem. In je naredil kompozicijo, ki se izvaja tako počasi kot le mogoče, ne?
in se približno na eno ali pa na leto pa pol približno zamenja 1 ton. Kar pomeni, da nihče, ki živi, ne bo nikoli slišal cele kompozicije, ker jo bojo naslednjih 600 let igrali. Ampak vendar obstaja kompozicija, ne? Vendar je naredil kompozicijo, ki je pa v času raztegnjena. Ne? Sam mi živimo malo premalo časa. Ne? Potem John Cage je seveda postavil tudi idejo, ali je vse, kar slišimo, lahko glasba. In očitno je, ne? Se je naredil glasbo, vodno glasbo, se je naredil glasbo iz tišine, kot se rekel, glasbo tudi na enem tonu je naredil. Mislim, on se je ukvarjal z problemom misliti glasbo, ne samo izvajati glasbo. Ker danes, veš, zelo akademsko gledano, pianist, uvodoma si me omenil kot pianista tudi. Ja, vse sem pianist, ne. Ampak tisti ta pravi pianisti, ta pianistika, ne, je še vedno danes tista, ne vem, kdo zaigra hitreje minutni valček od Chopina, ne. Obstaja celo tekmovanje in mislim, da je najhitrejše 37 ali 39 sekund, ne. To spravi, hočem reči, koliko udarcev na sekundo imaš, toliko boljši pianist si. Ne? To je merljivo. Ne? Pravi, tukaj spet neko obrtniško znanje je postavljeno v ospredje. Obrtniško, to je pravzaprav neka rokohitrska zadeva. Ne? Kot da bi pač tipkali, koliko hitro znamo natipkati pismo. Ne? Ja, obrtniško znanje, ampak to je nek fitness. Ne? Fitness za prste, koliko si ti pač se napumpal, da lahko to hitro odigraš. Ne? Zdaj si pa predstavlja, nekdo prije pianist, mislim, kaj je velik znan pianist, se usede za klavir, ne pritisne niti ene tipke, ne? In je 4 minute 33 tiho, ne? Ampak se ima za pianista. Ne? Zdaj pa se vprašamo, kak je lahko pianist, ki ni niti dregnil tipke, ne? Pa vendar je recimo znan pianist, ne vem, zaradi mene Rubinstein, ne? A je pianist, mu priznamo njegovo pianistično vednost ali mu je ne priznavamo? Ne? Kaj je tisto, kaj pianista dela? To, da tako hitro igra Chopina, ne? Ali to, da pravzaprav zna to narediti, pa tega ne dela? Mislim, cel kup nekih problemov je tukaj. In glasba 21. stoletja je pripeljala predvsem v izvajalske in v kompozicijske prakse, je pripeljala nove načine premišljevanja glasbe. Ne samo igranja, to je izvajanja glasbe ali pa poustvarjanja, ampak tudi izvajanja in ustvarjanja glasbe. In to so principi, s katerimi se jaz tudi tukaj sprašujem. Kajti, vsaka umetnina, ki jo nekdo naredi, ima nek učinek. Ima nek učinek na poslušalce, ima nek učinek tudi na bodoče generacije, ima nek učinek na kompozicijo kot takšno. Ne vem, ko se je v 20. stoletju pojavila ideja, ne vem, dodekafonije, ne? 12-tonskega sistema, je seveda se spremenil celoten kompozicijski red. Je prišlo do 12-tonskega kontrapunkta, je prišlo do 12-tonske harmonije, je prišlo do nekega drugega sistema, o katerem pravzaprav v 19. ali pa 18. stoletju ni bilo možno premišljati. Kaj ti? Zakaj govorimo o tonalni glasbi? Ne? Tonalna glasba ne pomeni nič drugega kot tonus, da smo spet v Grčiji, ne? Kar pomeni, da imamo nek center. In tonalna glasba je tista, ki se vrti okoli nekega centra. Klavirski koncert v G-molu pomeni, da se vse vrti okoli G-mola. Atonalna glasba pa ni tista, ki poskakujemo po tipkah, pa je vse skup nič, ne? Ampak atonalno sam pomeni, da nima tonalnega centra. Da je to sam klavirski koncert. Da nima centra, da so vsi toni enakovredni. In ko postanejo vsi toni enakovredni, seveda se poruši star sistem. Se poruši sistem tonalnega centra. In če rečemo, da temelji glasba 21. stoletja na atonalnosti, to spravi na brezcentraliziranem sistemu, potem moramo priznati recimo prvi moment atonalnega sistema že, ne vem, Wagnerju. Danes, če omenjaš Wagnerja, vsi mislijo, da si, ne vem, malo da ne nacist, ampak pustimo to bedarijo. Ja, to ob 200-letnici je bilo to zelo prisotno. Ja. Recimo, Wagnerjev problem, če rečem tak, ki ga je on postavil pred poznejše rodove, je Tristanov akord. Znameniti Tristanov akord iz njegove drame Tristan in Izolda. To je akord, ki nima tonalnega centra, ki se ne razvezuje, ki vodi kar naprej v naslednjega in tam nekje potem konča, pa še takrat ne konča, ampak obvisi v zraku. On je postavil idejo, da pravzaprav tonalni center
s svojo premaknitvijo, ne, svojim lebdečim momentom tvori neko nelagodje. In to je glasba, v katero je stopilo 21. stoletje, in to je tisto nelagodje skozi, rečemo, akademski vidik, ki hoče razumeti glasbo še danes na pol kot nek eksperiment. Jaz sem komponist, ki ne uporablja tonalnosti kot nekega varnega zavetja, kot neke votline pred hudimi volkovi in slabim vremenom, ampak uporabljam glasbene strukture, ki mi jih 21. stoletje ponuja, nove, drugačne, kot tiste, ki so v osnovi meni material, s katerim tvorim in pripovedujem nekaj, kar je samo moje. Ok. Tu se ustavim za enkrat. Ok. Zdaj, prej si že omenjal čas v glasbi, ne? Glasba je tako umetnost zvoka, kot tudi umetnost v času, ne? Brez te razsežnosti ni glasbe, ne? Kot taka mislim, da je zelo povezano, da jo lahko zelo povežemo tudi z filmom. Tudi sam se veliko ukvarjaš z glasbo v filmu, tudi skladatelj filmski si. Pa mogoče me zanima tole kot pianist ob nemih filmih. Na kak način se lotiš take zadeve? Ker tam dejansko nimaš napisane glasbe, ne? Od začetka do konca. Ja, jaz jo imam. Aha. To, kar jaz izvajam, je glasba, ki je, ko isti film zaigram še enkrat, je, ne vem, 98% enaka. Aha. Pač tiste 2% ne more biti enaka, ker včasih nekaj hitreje zaigram, včasih počasneje, včasih moram počakati, včasih moram malo razvleči. Ja, vse si dobro rekel, to je umetnost časa, vse film je tudi umetnost časa, ne? V kolkem času se film izteče, koliko sličic na sekundo imamo, ne, vidiš, to je vse povezano, ne, in kot umetnost časa, seveda, kot te dve umetnosti časa se v nekem času tudi ujameta skupaj, ne, se sinhronizirata, ne, in jaz kot pianist seveda izvajam svoje partiture za neme filme predvsem na način, kako sodobna glasba, ali pa kak mi sodobni inštrument, sodobni klavir nudi pogovor preko glasbe s filmom in kako si gledalci in gledalke pravzaprav ta film lahko ponovno sami sebi povejo. Zdaj, nedolgo nazaj, ta vikend in dan pred tem, so bila z ženo v Trogirju doli, kjer je nastal prvi festival filma in hrane in skratka različnih stvari. In naredili so ga zelo junaško, ne? Naredili so ga v enem parku. Dobro, zdaj pustimo detajle, tale gospodična, ki je to počela z velikim entuziazmom, moram reči, svaka je čast, ona je to izpeljala, mislim, na lastnih ramenih prenesla vse, kar je bilo treba in je res naredila. Tak je res one man band projekt festivala, kapo dol. No, in tam sem igral dva, po mojem, zelo velika filma iz filmske zgodovine. In ljudje seveda tega načina niso poznali. Prvič človeka, ki vidijo tam, ki čepi za onimi tipkami in kakšno uro nekaj preigrava in oni pa gledajo film sredi parka na enem velikem platnu in na koncu ga še celo razumejo, ne? To je za njih bila neka neverjetna izkušnja. Neverjetna izkušnja je, spomnim se, ena gospa, malo starejša, je stopila k meni in je rekla, da ona tudi igra v eni glasbeni skupini in če imajo koncert, oni igrajo tam, cel koncert je 1:15, je rekla, rekla, ampak mi imamo vmes vsaj 20 minut pauze, ne? Rekla, vi pa tipk vi pa rok ne daste niti stipk dol 1:15, ne? In jaz sem rekel, gledajte, ampak to je 1:15, je šele prvi polcajt, če jaz igram Nibelunge od Langa 3 ure ne dam roke dol, ne? In me je gledala, mislim najprej, da se hecam. In potem sem rekel, ne, gospa,
3 ure ne umaknem rok s klaviature. Ja pa kak to? Jaz rekel, vse, ker film tudi traja 3 ure, ne morem jaz vmes iti na večerjo pa priti nazaj, ne. Skratka, dobra pripomba, umetnost časa, ne. In isto za glasbo kot za film si je treba vzeti čas. Današnji človek pa ni človek, ki bi si vzel čas. Današnji človek je človek, ki hiti, ki je stalno v nekem časovnem presingu, ki se mu vedno zdi, da bo nekaj strašnega zamudil, ki bi rad v 1 minuti doživel več, kot je nekdo drug v celem dnevu. In ta občutek, ne, da smo ujetniki časa, daje današnjemu človeku en izjemen tak patetičen prizvok njegovih stvari, ki jih počne, ker se mu zdi, da bi moral več početi, vedno več in ta njegova patetika od vedno več ga seveda spravlja v nenehne stiske. Jaz današnjemu človeku, današnjemu potrošniku rečem pravzaprav nek atomiziran človek. Kaj to pomeni? To pomeni, da je izjemno osamljen. Nek osamljen atomček, ki tam sam pazi, da tisti njegovi elektroni, nevtroni mu ne zbežijo preveč in živi v nekem svojem zelo odmaknenem, včasih tudi otožnem svetu. In ta človek skozi vso tehnologijo današnjega časa poskuša ta čas, ta veliki čas, teh ne vem koliko ur na dan, izkoristiti na ta način, da jih čim bolj konzumira. Seveda, kak jih pa lahko konzumiraš, zato ker zaenkrat še vedno fizika pravi, da je eno telo ob istem času samo na enem mestu, ne? Poskuša sebe seveda multiplicirati. Multiplicirati skozi, ne vem, Facebooke, skozi skozi avatarje, skozi Second Life, skozi računalniške neke zadeve. Se poskuša multiplicirati, ne? Na telefončku, ne vem, moji študenti imajo, ne vem, 500 prijateljev, ne? To si ne predstavljam. Sem rekel enkrat študentu, sem rekel, 500 prijateljev imate, ja. Sem rekel, si predstavljate, da je tako vrsto postavite, koliko je to. Viš, ko prijete do zadnjega, ne veste več, da je bil prvi, ne. Ja, no, saj to niso glih čist prijatelji, ampak ga, sem rekel, ampak malo prej ste pa rekli prijatelji. Ja, v resnici pa nima nobenega, ne. V resnici pa sedi doma z računalnikom, buli v tist ekran pa v telefon not in misli, da ima 500 prijateljev. Zato, ker je konzumiral v sekundi, ko on nekaj pošle, ker pošle nek tweet, jih vidi 500 prijateljev, ta tweet njegov, ne. To spravi, on je pozipal nek svoj čas, ki bi ga namenil minuto vsakemu prijatelju, ne, ga je on pozipal v to, da je enkrat poslal in je 500 prijateljev nagovoril, ne. Problem časa. Problem časa tega atomiziranega, današnjega, ubogega, osamljenega posameznika je seveda tudi to, da si ljudje več drug za drugega ne vzamejo časa. To, da si midva tukaj vzameva čas in imamo celo publiko, ki si za nas vzame čas, to je nek poseben privilegij. Resno, jaz sem tudi prepričan, da ljudje, ki bojo evo to gledali in poslušali, se ne bojo vzeli čas, ampak bojo prevrteli naprej. Ja, malo poklikali. Malo poklikali, kaj sem zdaj rekel, pa bo naredilo, pa bom spet nekaj povedal in to sem zdaj na koncu povedal, nasvidenje do naslednjič. In so pogledali cel najin pogovor, ampak resno, so ga pogledali pač v 2 minutah. In če jih bomo vprašali, a ste videli ta pogovor, ki sva ga midva tu imela, ja, vse smo videli, nekaj ste govorili o muski, pa nekaj tisto pol nismo niti razumeli, ker se nam je zdelo brez veze, ampak ja, smo videli. Figo ste videli. Figo. Zaradi tega, ker si niste vzeli časa. Vi si pa vzamete čas. Peter si tudi vzame čas. Mislim, umetnost časa je tudi druženje. Ampak umetnost druženja pa več današnji človek sploh ne obvlada. A kako dolgo bomo? A še imamo 10 minut? Daj, ne? Jaz sem predlagal mojim študentom enkrat, ko smo se pogovarjali o tem, kako se pozdravljamo, kaj si povemo. Smo ujetniki različnih klišejev. Kakšni klišeji pa so to? O, zdravo, kak si, dobro, hvala, adijo, se vidiva. Če karkoli od tega vzameva zares, pol vidimo, da je tu bilo nametano toliko klišejev, da ne moramo verjeti. Že kako si je eden od takih klišejev, drugi je pa hvala dobro. Predstavljate si, študentom ste rekel, da ko nekomu rečete, ko se nista videla vsaj en teden dni, pa vam nekdo reče, zdravo, kako si, mu rečete, super, da si me to vprašal. Glej, že teden dni se nisva videla, če imaš zdaj 3 ure časa, jaz te povabim na kosilo.
Vsedva se, pa jaz ti bom probal v 3 urah razložiti, kaj se mi je v tednu dni zgodilo. Veš, koliko je to ur? Res se bom potrudil. Plačam ti kosilo, da sediva skupaj in govoriva. Kaj bo nastalo? Joj, veš, danes nimam časa, danes se mi nekam mudi, moram pa otroka v vrtec še iti, pa imam tisto, pa Točno to, lahko preizkusiš. Kar pomeni, da je klišejski odgovor, hvala dobro, točno tisti, ki nas odnese naprej. Vsi en drek misli, sem je vseeno, kak se imaš, ti ko odgovoriš, hvala dobro, si misliš, se njemu je en drek vseeno, kak se jaz imam. Mislim, in znotraj teh klišejskih odgovorov živi danes atomiziran, osamljen, žalosten človek. Žalosten posameznik. Ker nima časa. Imamo stroj za pranje perila, ki vam bo ohranil toliko in toliko časa. Imamo stroj za pranje posode, ki bo skrajšal pranje posode za toliko in toliko časa. Imamo avtomobile, ki vozijo, naredimo avtoceste, da nam približajo mesta, zato ker nimamo toliko časa. Vse žive, ljube mašine nam že strežejo in mi imamo vedno manj časa. Kak so ljudje pred 200 leti živeli? Kaj, iz Ljubljane do Maribora so potovali pa celi dan. Perilo so pač prali 5 ur. Ampak so še vedno našli čas drug za drugega. A ni tu pravzaprav noter ena čudna nelogika? Glasba kot umetnost časa? Ja, si moramo čas za njo vzeti. Pa jo moramo poslušati od začetka do konca. Jaz takrat primerjam glasbo, recimo Beethovnovo simfonijo, od pol ure primerjam s pranjem perila v pralnem stroju. Tam je tudi nek program, nastaviš, ki mora iti od vode do mehčanja, do onega, do tretjega. In ko program odguli do konca, tiste 2 uri pa pol ali pa 3 ure pa nekaj, vzameš ven čisto perila. Če bi to hotel hitreje narediti, boš pač umazan perilo ven potegnil. Beethovenova simfonija traja pol ure. Če jo hočeš slišati, si moraš pol ure cajta vzeti. Zato umetnost časa, ampak pralnemu stroju dovolimo, za Beethovena, da se pa vsedemo, pa smo pol ure tiho, pa ne. Zato, ker imamo občutek, da smo v tiste pol ure nekaj zgubili, ker bi lahko vmes nekaj naredili. Mi bi lahko vmes to naredili, pa posesali, pa posodo pomili, pa otroka vrtec peljali, pa vse to bi lahko naredili v pol ure, kaj je tista simfonija. Pa bi samo na konc prišli, pa bi rekli, to je bilo to. Nam se zdi izguba časa. Ja. Pa misliš, da se to tudi odraža na sodobni glasbi, na mogoče, popularni glasbi, radijski glasbi? Pa se pa popularna glasba je sploh taka. In v teh narodno-zabavnih zadevah in popularni pop muziki imaš tam 3-minutni komad. Po 3 minutah je komada konc. Zdaj seveda, stvar ni samo v tem, da ljudje ne vzdržijo dalje kot 3 minute, že to jim je včasih preveč. Stvar je tudi v tem, da so plošče, ki so jih delali, imeli možnost samo toliko dolgega zapisa. In zato so skladbe skrajšali, da je prišla na stran plošče skladba. Ja. Ko so naredili LP, ko so naredili te velike komade, te velike plošče, teh 33 obratov in tako dalje, so bili recimo Pink Floydi, ki veljajo za en tak star rock band, so naredili komade, ki so bili dolgi po 15 minut. Si imel na plati, ki je trajala pač 45 minut, si imel 2 komada gor. Mislim, hočem reči, da je tehnologija na začetku bila. Jaz imam izkušnjo, ker jaz sem učil tudi na osnovni šoli glasbo, pa na gimnazijah, to je srednje šole, glasbene šole, gimnazije. Ampak na osnovni šoli se spomnim, da je en fant imel pri meni tak seminar. Rečemo seminar temu, da je predstavil svojo najljubšo glasbo in je predstavil pravzaprav rap glasbo. Dobro, spet pustimo to, koliko imam jaz o tem mišljenju ali pa ne. Ampak, kaj je bilo meni zanimivo? On je dal, CD je dal noter, da bi razredu predstavil skladbo. In skladba začnemo, saj vemo, s tistim nekim uvodnim tuc, ampak fant je bil pripravljen vzeti daljinca in prevrteti naprej, na minuto in nekaj, in sem rekel, zakaj ne pusti od začetka, rekel, zato, ker tu začne.
Kar pomeni, da znotraj 3-minutne skladbe je že tisti uvodni tuc, kar pač rabi tisti, ki tam repat za to, da se pač, ne vem, ogreje, ne, mu ni spadalo v glasbo notri, tisto je tam brez veze. Bomo poslušali od tam, ko skladba pa začne, ko se pač tisti reper začne oglašati. Kar pomeni, da on posluša samo do tja. Ne vem, če si kdaj opazil v kino, če si film že omenil tudi, ne. Ljudje, ko je konc filma, vstanejo pa grejo. Pa so še napisi, muzika teče. Ženo dosti krat ostaneva, visiva tam v kinu, prosiva, če oni se umaknejo, zato ker bi midva pa film do konca pogledala, ne. Midva sediva in še kar napisi tečejo in naj ogledajo, mislim, pa vse filma je že konc. Ja, ni konc, če bi bilo konc, še vedno je, ne. Kdaj je konec, ne? Ko se neha stvar, je konc. Kaj je pri knjigi konec? A knjigo bomo v zadnjih 15 strani brez veze? Okay. Ali bomo do konca šli, ne? Isto je s problemom branja danes. Problem branja je danes izguba časa. Zakaj brati knjigo od 500 strani, če ti lahko nekdo Vojno in mir pove v 15 minutah, zakaj gre? Obstaja en tak luškan plakat, poster, ki je krožil tudi po internetu nekaj časa. Sistem hitrega branja knjig, nekaj takšnega. In je hitro poznavanje knjig, nekaj takšnega je bilo. In so naslovi teh velikih znanih knjig so pač na tistem posterju, kot so Vojna in mir, kot so ne vem kaj še vse. In spodaj je stavek o tem, kaj to je. Vojna in mir, ne? Knjiga Vojna in mir, toliko strani, 1000 strani, kaj pa vem koliko, ne? Pa piše knjiga o nesrečnem življenju in ubijanju. To moraš vedeti v knjigi Vojna in mir. Ne vem, pa so različne knjige, ne vem, zdaj se ne bom spomnil, da ne bom delal kakšne krivice, ampak spodaj je v 5 besedah zajeto, kaj je ta knjiga. Spravi, če to veš, o čem je knjiga, zakaj bi jo potem gulil 14 dni? In bolj si pripravljen na pogovor s prijateljem, ki te vpraša, kaj si bral, je to pa to, o čem pa je 5 besed. Ja, o nesrečnem življenju in o vojni pa nekaj malega v miru. A ja, dobro, okej. No, zdaj vem dovolj o knjigi, ne. Mislim, in to je vse skup ta občutek tega bogega človeka, da bo nekaj zamudil. Veš, da bo zamudil, jaz ne vem, kaj se bo zunaj na svetu zgodilo, če bo on pol ure nekaj drugega počel. Stalno je treba nekaj početi, stalno sem v časovnem zaostanku in tako dalje. To kot tisti zajec iz Alice v čudežni deželi, ne? Ko ima uro, ne, tisto štoperco. Joj, kak sem pozen, joj, spet moram leteti nekam, ne. Zdaj si pa predstavljava človeka, ki bi moral o glasbi, ne samo da jo posluša, že to mu skoraj vzame preveč časa, ne, še nekaj vedeti, razmišljati, govoriti. Ali pa prebrati knjigo. To je grozno, kaj mi pričakujemo od nekih ljudi današnjega časa. Na drugi strani pa ti isti ljudje, ne, polnijo, ampak to je resno treba vzeti, ne, polnijo v največjem pričakovanju ambulante za psihično pomoč. Ampak resno. Mislim, cveti posel raznih terapevtov in terapij, ki človeku dajejo možnost mišljenja, umiritve, protistresnega življenja. Mislim, kako lahko imaš protistresno življenje, veš, ne? Po drugi strani pa tak skrbiš za svoje zdravje, ješ brez holesterola, Jaz se to mora biti stresno, ne? Če boš paziti točno na vse, kaj ješ, če to ni stresno. Jaz prijem v trgovino, pa vidim 60 različnih jogurtov, pa to je taki stres, je bela cesta, veš. Prej sem videl enega, so ga imeli ali pa ga niso imeli, pa ni bilo nobenega stresa. Se rekel, ja, nimate, dobro, pa si šel, ne. Mislim, jaz to razumem, ampak ambulante resno za psihopomoč se polnijo, mislim, dnevno še in še. Zdaj pa se vprašamo, zakaj je temu tako, ne? Ali je to, pol hitro rečejo, ja, to je naš način življenja. Ja, način življenja ne raste na drevesu kot banana, ne? Način življenja se izbiramo. Način življenja je tisti, koliko mi dovolimo vdora
v naše osebno življenje, če mi dovolimo, da je vse tako kaotično, pa vse tako, potem rata to kaotično, ker mi pristanemo na nek kaotičen princip. Ne? In ko pristanemo na kaotični princip, nas seveda to potegne v to kolesje noter mimo grede. Skrb za zdravje. Da bomo spet imeli nove ministre za zdravje, pa ne vem, kaj še vse. Ne? Nihče ne govori, ampak res, nihče ne govori o, rečemo, duševnem zdravju na ta način, da bi rekli, čakajte malo, a ste vi kdaj pomislili, tako kot pomislite, kaj daste v sebe, brez holesterola, a ste kdaj pomislili o higieni vašega uma? Ali vam je to čisto vseeno? Prežgajte televizijo, pa kar dovolite, da padajo stvari v vašo glavo noter. Greste po mestu, pa kar dovolite, da vam ljudje polnijo ušesa z neumnostmi. Mislim, higiena tudi na mentalnem nivoju. In zato, ker ljudje na mentalnem nivoju ne skrbijo za higieno, ama baš ništa, zato se napolnijo z vsem mogočim trešem in potem polnijo ambulante, kjer jim probajo pač to z glave ven zbiti. Današnji spet osamljen posameznik, umaknjen v neko svojo žalost. Dajmo malo preskočiti, malo zamenjati predstave. Zanimivo mi je bilo v knjigi, govoril si o Zdravici, govoril si o besedilu Zdravice, pa tudi o dejanski skladbi, o skladatelju Premrlu in v bistvu nastanku Zdravice, kaj je bilo tudi črtano in tako naprej. Mogoče se posvetiva tej zanimivosti še? Ja, to je en tak literarno-muzikološki moment v tej knjigi, ne, kjer sem posegel na par področji. Predvsem me je to zintrigiralo, zakaj? Zaradi tega, ker vprašaš 100 ljudi, kdo je napisal Zdravico in vsi ti bojo rekli Prešern. Ne, kdo je napisal slovensko himno, pardon. Kdo je napisal slovensko himno in vsi bojo rekli Prešern. Prešern ni napisal slovenske himne, sigurno ne, ampak se je za slovensko himno določilo, kaj je. Ne? Zdaj, himna ni bila napisana. Obstajajo države po svetu in tudi v Evropi obstajajo države, za katere so bile himne napisane, prav, ne? Obstajajo pa države, ki so pač določene melodije, določene skladbe vzele za himno. To sprav oba principa obstajata. Seveda za Premrla od 100 ljudi, tisti 4, ki bi vedeli za njega, ne, vejo pač, da je on napisal, da je v glasbu, rečemo tako, ne, da je v glasbu besedilo od Prešerna Zdravica. Ne. Spravi, Premrlova Zdravica, oziroma Premrlov napev je postal himna, ne? Ampak Premrl ni edini, ki je v glasbu Zdravico. Kar pomeni, tudi če mi rečemo, da je besedilo Prešernove Zdravice slovenska himna, če se jaz postavim na oder in jo govorim, in ga govorim, ne, to besedilo, je vprašanje, ali govorim himno. Ker himna je v osnovi vedno melodija plus besedilo. Ne? Tudi na vseh podelitvah kolajn igrajo samo melodijo. Ne? In športniki pojejo zraven. To vidimo na televizijah. Ne? Zdaj, kjer kitice pojejo, pa koliko se poje, pustimo to parlamentarcem. Ampak eno in drugo je himna. In tu sem želel zgolj prikazati, kaj se je s to skladbo pravzaprav dogajalo. Kako je nastajala, kako je najprej sploh niso poznali, pol je prišla na dan skozi en koncert, potem, veš, to sem hotel pokazati, da to ni nastalo z osamosvojitvijo, ampak so jo ljudje sprejeli. In je že bila znana in so jo poznali. Bila je pa takšna dost taka buditeljska skladbica in kot takšna je seveda stopila, rečemo, v smiselni prostor osamosvojitve Slovenije tistega leta, ko so jo potem definirali kot melodijo slovenske himne. Ja, stvar je zanimiva iz nekaj stališč. Omenil si, da je bilo besedilo kar nekajkrat revidirano, stvari so bile črtane, stvari so bile, ne vem,
spremenjene in ne vem kaj še vse, kar se teksta tiče. Ne. Zanimivo pa, da je glasba ostala vedno enaka. Ne. To se pravi, Premrli je naredil eno in tistega niso nič popravljali pa črtali, samo dosti krat sem jaz že slišal, da se jo narobe igra. To je tisto. Ja, zato, ker je noter en postopek, ki ga ne znajo vedno vsi zaigrati, sploh pa ga mnogo ljudi ne zna zapeti. Zato smo tudi noter tiskali noter. Ne. Lahko ljudje vidijo original Zdravljica, ne. Original notni zapis. Evo. Izvirni notni zapis. Ja. Sicer pa umetnost, ne, če se vprašam še par stvari, ker se mi zdi pomembno, ker o umetnosti pa o glasbi seveda teče beseda skozi knjigo. Ne. Glasbenik ali pa umetnik ima v današnjem času pravzaprav izjemno slabšalen prizvok. To je tako filozofija. Ne. Če nekdo nekaj govori, kar več kot pol ljudi ne razume, se mu reče, nehaj filozofirati. Ne. Če nekdo se z neko umetnostjo ukvarja, ki jo ravno tako več kot polovica ljudi ne razume, mu reče, daj, ti si mi en umetnik, ono tisto. Ne. Sam še filozofirati začne, pa te ne samo. Ne. Zanimivo je, ne, da pa ta predikat nerazumljivosti, ne, ima pa tudi znanost. Če bi zdaj midva tu poklicala enega znanstvenika, pa bi nam tu na tablo ali pa na zid napisal formulo iz 4 znakov, ne, mu ne bi noben rekel, daj, mislim, speli se ti znanstvenik, ne, ampak bi rekli, wow, to pa je nekaj, kar očitno nekaj tako velikega, da mi ne razumemo, ne. Ko pa je umetnost nekaj tako velikega, da je pač populace ne razume, takrat se pa je treba norce z njega delati, ne. Čeprav za oboje je treba pač nekaj vedeti, da lahko razumeš formulo, da lahko razumeš glasbo, da lahko razumeš sliko, je treba nekaj vedeti. Ampak umetnosti se vednost nekako črta. Se ni treba nič vedeti. To pa je treba vedeti, nekaj za to formulo napisati. Zakaj govorim o tem? Namreč, ker sem rekel, knjiga je tudi odpira tudi sociološke poglede. Pred natanko 50 leti, spravi leta 1968, je bil na svetu, sploh pa v Evropi, ampak na svetu, če tako gledam, ampak v Evropi pomemben puč. Bil je puč zasedbe univerze, ene, druge in večjih. Študenti so dvignili na glavo pravzaprav profesorske sive glave in so rekli, mi vas ne bomo več poslušali, kaj ti vi govorite o slarije, vi niste Po 50 letih, jaz sem letos bil prav pozoren, sem se želel, da bi se nekdo tega dostojno spomnil. Ker če tega ne bi bilo, bi univerze bile popolnoma drugačne v današnjem času. Nihče nič o tem ne govori. Obletnica je taka primerna, da bi se jo kaj spomnili. Nič, kot da se pred 50 leti ni nič zgodilo. Namreč, pred 50 leti se je zgodila še ena strašno zanimiva zadeva za mene. In to ravno v Franciji, v Parizu, je gospod Althusser imel en seminar, to spravi, on je imel ta seminar v študijskem letu 67-68, in se je prav lepo končal, predno se je cel puč zgodil v Parizu. O čem je bil ta seminar? On je dal temu seminarju, vemo, kdo je bil Althusser, okay? On je dal naslov Tečaj filozofije za znanstvenike. Pomembna stvar. Namreč, on je hotel prikazati pomen filozofije kot ideološkega nagovora in govora znotraj različnih oblik znanosti. Kajti znanstveniki se sploh ne zavedajo, pravi, kdaj oni uporabljajo ali pa kdaj stopi ideologija v znanost in kako jo oni uporabljajo in kako ideologije različne vplivajo in organizirajo znanost. Bil je zraven tudi en teoretik, ki se imenuje Rancière, on je pa govoril tudi o umetnosti. Različno je to bilo, ne?
ker vemo, da je bil kritik, Althusser je bil tudi kritik pravzaprav ideologije, raznih ideologij. No in ideologija v umetnosti je bila seveda tudi eno polje, s katerim so hoteli odpreti, rečemo v tistem živahnem času, mišljenje ljudi. Gre pa za to, da ni znanosti in ni umetnosti, če tako rečemo, brez nekega ideološkega motorja. Ko pišem jaz to knjigo, je treba seveda brati ne samo glasbo, kaj je in kaj ni, ampak glasbo kot element, skozi katerega družba sebe tako realizira, kot seveda tudi omogoča realiziranje umetnosti. Ko to skupaj sestavimo, jaz vem, da je mogoče v knjigi kar nekih podatkov, ki se včasih človeku zdijo malo odvečni ali pa malo obtežijo tekst, ampak ti podatki so noter predvsem zaradi tega, da dam knjigi in poglavjem neko verodostojnost. To se pravi, da ne začnem stavka zdi se mi, ali pa jaz mislim, ker to niti moji študenti ne smejo napisati v naloge noter, ne? Reči pa sploh ne smejo tega, ne? Ampak to je tam, to je dejstvo, ki kaže na to, leta tega, na ta način, ne? To se pravi, ta znanstven pristop, če rečemo, ne? S tem tudi daš kontekst. Cel zadev. Tako, dam celo zadevo v nek kontekst. In ko pa pogledamo na umetnost ali pa na glasbo na ta način, pa pravzaprav okoli obrnemo pogled na umetnost in rečemo, vsej ne more biti drugače. Beatli so bili fenomen tedanjega časa, ampak 10 let prej pa 10 let kasneje ne bi več bili. Bili so v nekem določenem času, ker je moralo to tam in tam se zgoditi, ker je to, no, in Beatli leta 68 malo da ne že razpadejo, ne. Moralo se je to zgoditi zato, ker je peljalo skozi Britanijo to in to in to. Dan danes se seveda to glasbo gleda z neko nostalgijo. Ampak če ne bi njih bilo, popularna glasba danes sploh ne bi tako izgledala, kot izgleda. In vendar, ko referiramo na njih kot na neke nove ustvarjalce, neke nove glasbene epohe, se nam zdi, kot da referiramo pravzaprav na neke dinozaure, ki so tam nekaj prepevali. Pozabimo pa, da se je z njimi rojevala nova tehnologija, električne kitare, novi mikrofoni, proučevalci, itd., itd. Kar je naredilo popularno glasbo. In ko pogledamo, recimo, vse pišemo o enem njihovem albumu tudi, ne, Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band, ne, ko pišemo o tem albumu ali pa ko premišljujem o tem albumu, seveda premišljujem o tem, kaj se je z glasbo v naslednjih 40, 50 letih dogajalo. In ko to opazujemo, ko na ta način začnemo Beatle opazovati in opazujemo, zakaj, in se vprašamo, zakaj jim je kraljica, zdajšnja kraljica še vedno, ki je živa tudi, ne, podelila naziv Sir, ker oni so Sir, ne, ker britanski funt je poskočil krat ne vem koliko, ne, oni so gospodarstvo pognali v višave, oni so postali najboljši izvozni artikel in glasba in film, če se vrnem na to, kar si prej navrgel, glasba in film sta dandanes v današnjem svetu prvič najboljša izvozna artikla, kjerkoli, kadarkoli, in edini dve panogi na svetu, ki strmo naraščata in na novo zaposlujeta še pa še. To sta dve panogi rečemo v porastu. Zdaj pa zakaj? Tu je, po mojem, ne vzdržijo ljudje, da bi jaz še to razlagal, ampak lahko mi verjameš, da je to, da sta te dve panogi v porastu na eni strani super dobro za panogo, za eno in drugo, po drugi strani pa za društvo, je pa pravzaprav lahko zelo hitro pogubno. Je treba zelo pamet vzeti v roke in reči, že glasba, vendar, že film, ampak. Ja, mislim, da bi lahko na tej točki končali, mislim, da smo dobro pokrila, kaj vse, nismo sploh dobro pokrila, kaj vse je v knjigi, ker je zelo obširna, veliko
veliko poti obiraš v knjigi, veliko je razmišljanja, podkrepljenega s podatki, seveda. Knjigi govoriš tudi malo toliko za reklamo o Pink Floydih, o Bob Dylanu, o muziklih, filmskih muziklih, o Robinson Crusoeju, res o moderni umetnosti, o slikarstvu, tudi o vizualnih umetnostih. Moramo povedati, da imamo lepo naslovnico Kandinskega, ki je tudi izredno povezan z glasbo. Ne vem, bi še kaj dodala? Ja, Kandinski je bil tvoja ideja, ki si oblikoval, ne? Je moja bila ideja ali tvoj predlog? Nekako smo pristali na Kandinskem. Seveda, se pa slikarstvo in glasba se je od nekdaj povezovalo, ne? Slikari so slikali glasbo, glasbeniki so igrali slike, mislim, vizualna in audio, ali pa če rečemo video in audio umetnost, vizualna in slušna umetnost, sta se vedno povezovali skupaj, ne? Ker to je temelj razumevanja današnjega sveta tudi, ne? Mi, kar slišimo in vidimo, družimo pravzaprav kot enoto, ne? In če se filmu odzame zvok, ne? In gledamo film, brez zvoka imajo ljudje občutek, da je nekaj pokvarjeno, ne? Ali je projektor pokvarjen ali pa televizija, ne? In mislim, da večkrat film gledamo brez slike, kot pa brez zvoka. Ja, no, seveda, posebno, ja, v posebnih okoliščinah pa sploh, ne. Ampak zagotovo je eno in drugo postala ena enota, ne. In kot pianist, ki igram nemi filme, ne, se to ljudje dostikrat rečejo, da doživljajo film popolnoma drugače, seveda z neko glasbo, kaj jaz naredim, jaz jim pravzaprav ne bom rekel vsiljujem, ampak jaz jim pomagam razumeti gotove stvari, gotove scene, gotov filmski del filmskega jezika, pripovedi, z glasbo naredim takšnega, kot jaz hočem, da ga v tistem trenutku razumejo. Zdaj, ali je to žalosten, vesel, ne vem kakšen, ne? Znotraj enega seminarja, ki ga izvajam, dam tem seminaristom za pogledati približno enominutni posnetek, ki je zgolj sprehod kamere skozi gozd. Nič drugega. S 4 različnimi glasbami skupaj. In ta isti gozd je enkrat strašljiv, enkrat je prijazen, enkrat je pravličen, enkrat je ne vem kaj. Mislim, ampak je popolnoma isti gozd, ker je samo kopiran posnetek, spravi isti posnetek, ne? Že samo, ko poveš, kakšno vzdušje hočeš ob tem posnetku posredovati, si lahko že predstavljamo. Ničim ne povem. Jaz jim sam rečem, poglejmo ta posnetek, zapišite si besede, ki vam padejo. Poglejmo si on posnetek, pa gledajo posnetek, pa pišejo popolnoma druge besede. In pol se pogovarjam z njimi, zakaj je bilo tisto, kaj je bilo drugače. So rekli, ja, glasba je tista, ki je. Ampak slika je bila vedno ista. Ne. To pa ni bila tista slika na začetku tistega, ja, pa ni bila čist ista. To spravi, oni prepoznavajo razliko v sliki, ki je ni. Saj, dobro, to vemo, to gre za en poseben učinek, ker si mi povemo svoj film, ne? Mi si povemo to, kar mi vidimo, ni to, kar mi dojamemo, ampak mi si razložimo to, kar mi gledamo, ne? In ko dobimo glasbeni impuls, mi na podlagi tega impulza, tega, recimo, jezika glasbenega, si mi razložimo, kaj vidimo, ne? In to je pač znan princip gledanja podobe in razlage podobe, ne? Vsi isto vidimo, ampak tvoja ali pa moja razlaga bo drugačna, ker si ti slabo spal, ker si spil preveč kave, jaz sem recimo, kaj zvem, pa pojedel nekaj, pa me šraufa. A veš, različno bova dojela, pa bova isto stvar gledala, ne? In to je mogoče tisto druženje ene umetnosti z drugo umetnostjo, ne? Zato Kandinski super. Vsak ga razume po svoje. Tako. Nič, Mitja, hvala lepa, da sva se pogovorila o tvoji knjigi. Hvala gostom, hvala ekipi. Hvala vsem, ki so vzdržali posnetek do konca. Tako.